napihnjenost ni normalen pojav. Namreč velikokrat jo spregledamo, zaradi tega, ker se nam zdi samoumevna. Ampak, ko nas boli prst na nogi, gremo k zdravniku ali se zavzamemo, ko pa nas muči napihnjenost, pa velikokrat to ignoriramo in to ni prav. Zdaj pa, zakaj pogosto pride do napihnjenosti, če izzamemo recimo težave z zdravjem ali zaradi jemanja kakih določenih zdravil? Najpogosteje pride do problema z napihnjenostjo zaradi tega, ker pač hrana nekje v našem prebavnem traktu vre. In to vretje povzroča pline. In ti plini povzročajo pri nas napihnjenost. Se pravi, pride do bolečin ali v želodcu ali v prebavnem traktu. Zakaj pa do tega pride? Do tega v večini primerov pride, ker se prekomerno v našem prebavnem traktu razrastejo slabi organizmi. To že vemo, da v našem prebavnem traktu prebiva ogromno mikroorganizmov in ravno ravnovesje med dobrimi in slabimi je tistega ključnega pomena. Ko pa se, tako kot sem rekel, prekomerno razrastejo in razširijo tisti slabi organizmi, pride do disbioze oziroma neravnovesja v našem prebavnem traktu in takrat hrana, namesto da bi se normalno pomikala in normalno prebavljala, zavre. Zdaj pa sem ti pripravil 4 enostavne nasvete, kako izboljšati simptome napihnjenosti oziroma kako jih lažje odpraviti. Prvi med njimi je izločitev in to pomeni, da izločiš hrano, ki ti povzroča težave. To ni nujno, da je hrana, ki velja na splošno za nezdravo prehrano ali za hrano, ki povzroča probleme večini. Namreč vsak ima različne intolerance in težko rečeš, mlečni izdelki so slabi, ne vem, krompir je slab, jajca so slaba. Tega nikoli ne počnite ali ne počni, zaradi tega, ker nikoli ne veš, zase moraš točno določiti tisto, kar ti ne paše. Bodi pozoren ali pozorna na to, kar ti povzroča probleme in to izloči. Noben test ne bo tako natančno pokazal kot poskus in napaka. Ko odstraniš hrano, ki ti povzroča težave, pride drugi korak, to je nadomestitev. Kaj to pomeni? To pomeni, da tisto slabo prehrano nadomestiš z dobro prehrano, ampak dobro prehrano s tisto prehrano, ki je dobra zate. Se pravi, spet ni nujno, da je to na splošno dobra prehrana. Seveda ne govorim o tem, da bi zdaj moral jesti samo McDonald's, zato ker tebi mogoče to paše, ampak to, kar je dobro za tvoj prebavni trakt, seveda je to bolj zdrava prehrana, nedvomno. Tako da, tukaj je še zelo pomembno, da poleg tega, da začneš uživati več zdrave in manj predelane hrane, zmanjšaš število obrokov. Namreč, vedno rad povem, ko imam kakšna predavanja, da je naš prebavni trakt kot avtopralnica. In če ti v avtopralnico nabašeš naenkrat preveč avtov, se enostavno zamaši in isto je s prebavo. Prej bo prišlo do vretja in težav s prebavo, če bo prebavni trakt preobremenjen. Zaradi tega počakaj, da se prebavi prvi obrok in šele potem daj naslednjega. Okay? Torej, to je nasvet glede nadomestitve. Tretji je popravilo. Zaradi tega, ker je to neravnovesje v prebavnem traktu, se pravi ta SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth, povzročil težave ne samo kot simptome napihnjenosti, ampak je v bistvu privedel do določenih poškodb v prebavnem traktu. Priporočam, da popraviš, servisiraš svoj prebavni trakt z hranili, ki so pomembna za to, da bo prebavni trakt bolje deloval. In to vsi vemo, kaj so, to so probiotiki. Probiotiki in prebiotiki. Probiotiki so živi organizmi, ki naselijo, se pravi tisti dobri organizmi, ki nam pomagajo pri prebavi, ki tvorijo določene vitamine in minerale, zato da mi bolje funkcioniramo. Prebiotiki pa je hrana za te dobre organizme, probiotike. In probiotike je treba vsak dan uživati s prehrano, se pravi s fermentirano hrano. To so recimo kefir, jogurt in zelo dober vir kislo zelje. Da se še kakšnega najti, ampak pri kislem zelju je treba paziti, da je to naravno kislo zelje, ki ni sterilizirano, zato da so ohranjeni vsi mikroorganizmi. Tako da dodaj probiotike. Četrti korak pa je, da dodaj še tiste ključne mikroelemente, ki so pomembne za popravilo oziroma regeneracijo celotnega prebavnega trakta. To pa so mikroelementi,
ki nam pogosto manjkajo. In recimo najbolj pomembni ali pa najpogostejši med njimi, ki jih zanemarjamo, so glutamin, aminokislina, najpomembnejša za obnovo in regeneracijo sten črevesja in želodca. Kolagen, o katerem smo že govorili in večina misli, da je dober samo za kožo, ampak je zelo dober tudi za tvoj prebavni trakt. Potem pa so še določeni vitamini in minerali, kot recimo cink, vitamin D, magnezij, selen, vitamin E. Te boš pa dobil recimo iz kakšne zdrave prehrane, recimo iz zelenjave in tudi nekaj sadja, samo ne pretiravaj s sladkorjem. Tako da, ko sem govoril o probiotikih in prebiotikih, da ti malo bolj natančno povem, kaj sem imel v mislih. Probiotikov recimo za bolj intenzivno popravilo prebavnega trakta priporočam nekje od 80 do 100 milijard dnevno. Kar se tiče prebiotikov, pa bodi pozoren na vnos vlaknin. In tukaj priporočam vsaj 30 do 40 gramov vlaknin dnevno. Dobri organizmi bodo imeli kaj za jesti, da bodo lahko rasli, tvoja prebava bo vrhunska, zdravje in počutje pa tudi.